ko smo ustanavljali inštitut, to je čist iz prakse gledano, smo se vprašali, kdaj se lahko posameznik vpraša, a jaz mislim ali ne mislim, a imam kakšna prepričanja iz mladosti, a me kaj zadržuje, a uresničujem svoje potenciale, a sem srečen v življenju. A se lahko to posameznik vpraša, če je v minusih, limitih, kreditih, pa ne ve, kako bo jutri položnice plačal oziroma nahranil svoje otroke. No way. No way. Dokler imaš ti eksistenčni strah, da ne veš, kako boš jutri, kako boš čez en mesec, kako boš čez pol leta, čez 10 let, da ti nekdo pokojnino omeni, se ti zvrti v glavi. Dokler je ta eksistenčni strah prisoten, da si paraliziran od tega, ne boš osebnostno razmišljal, da bi mogel kaj napredovati, ali pa je lahko to sicer čudovito izhodišče, da ne opomote, ampak večinoma si zaradi tega paraliziran. Ne boš se vprašal, koliko bi prispeval k okolju, a bi jaz zdaj to mal soseski kaj prispeval, ne? Kaj boš prispeval, če nimaš zase, ne? Ne boš se vprašal niti, kako se počutiš. Skratka, vema, enormno veliko stvari ne raziskuješ. Če si rečva temu, podganji dirki, ne, od kredita do plače, od kredita do plače, od kredita do plače in si kot robot. In ja, to je moje poslanstvo, da ljudje v prvi vrsti začutijo, da je denar pomemben, ne da je najpomembnejši, ne. Ampak če govoriš, ne, saj jaz sem duhov, ne, lej, meni denar ni pomemben, mislim, jaz ponavadi rečem, pokaž mi TRR, pa ma takoj videla, kje je težava, ne. Ne v skrajnosti, ampak zelo pomemben vidik naših življenj, večjih stvari, ki jih v življenju delamo, je tudi denar. Jaz kot mulc, srednješolc in potem študent sem začutil, da lahko s tem, ko nekaj ustvarjam, pa imam nekaj malega na strani, imam svobodo, da me nihče ne tišči, da sem 8 ur nekje v službi. Jaz nimam razen študentskega dela 1 ure dela z nekim delodajalcem, ker sem takoj pač že v 3. letniku odprl faks, pomeni, ko sem zaključil faks, sem se takoj pri sebi sam zaposlil in delal tam naprej. Izključno zaradi tega, ker vem, da če znaš ustvariti, pa če imaš nekaj na strani, se boš drugače svobodneje odločil, kaj boš v življenju počel. Mi imamo pa danes milijone, milijarde ljudi, ki, ne vem, v začetnih letih izpolnjujejo vse svoje želje in cilje, prekomerno zakreditirajo uno levo in desno in odjednom so v enem roller coasterju, kjer ti se ne moreš več vprašati, a je to, kar ti počneš, okej, ker moraš to početi zato, da boš plačal tisto, kar si pred 5 leti sposodil. In ja, če je kaj moje poslanstvo, je to moje poslanstvo. Torej, da res poskušam ljudem predstaviti, da imamo samo v aktivnem obdobju našega življenja, ki je v bistvu najdaljše na časovni življenjski premici, ne, če gledamo, tu se rodimo, tu umremo, tu smo od staršev odvisni, tu smo po penziji, imamo najdaljši življenjski del poti v bistvu naše aktivne kariere. In tu 2 nasveta za vse, moraš delati to, kar rad delaš, ker je čist predolgo traja. 40 let boš delal nekaj, kar ne bi rad delal, ne. Mislim, da te nekdo sili. In pa po drugi strani, samo v tem obdobju imaš priložnost, da si z aktivnim delom nekaj prihranil, da imaš finančno varnost, zdaj za bolj zahtevne pa to pomeni tudi finančno neodvisnost, da si pač toliko ustvariš v 20-30 letih, da lahko s pasivnimi prihodki v bistvu mesec preživiš, ne. In ja, neverjetno je, kako svobodo, ne, so določene moje stranke Jernej čutile lani marca, aprila, ki je prišla korona, se je zaprlo vse skupaj, vse smo imeli tudi izjemno žalostne zgodbe in smo mogli tudi pomagati unim, ki so pa odjednom se znašli brez dohodka, takoj v minus, kredit drug mesec plačati. To so bili tudi zelo zahtevni primeri lani, ampak hočem izpostaviti primere, ko so me ljudje poklicali, pa so rekli, Matjaž, lej, zdaj pa vem, o čem si ti govoril. Zdaj pa vem, kaj si ti meni rekel, da je treba rezervo takrat ustvarjati, ker so debele krave, ker slej ko prej pride enkrat do nekega obdobja nenadnega, na kjer ga ne moramo ne jaz, ne ti nihče vplivati, ker ti bo v bistvu pokazal, koliko fajn je, če imaš rezervo. In če si imel rezervo, Jernej, se ti nisi rabil takoj iz kelnarja, ker se ti zaprli hotel, prezaposliti ne vem kam nekam nujno, ker te čaka leasing za avto, obrok kredita, ker si bil 3 leta nazaj na ne vem unem dopustu, pa to in to in to, ampak se ti lahko relax usedeš pa rečeš, čakaj malo. Spremenjena je situacija. To so slabosti, to so prednosti. Kaj naj jaz zdaj v bistvu tem naredim? A sem jaz pa bil zadovoljen, zdaj sem službo izgubil, a sem jaz pa bil zadovoljen s tem, kar sem delal? Ne? Da skočiva nazaj, kot sem začel tale odgovor. Ne bomo se spraševali, Jernej, o ničemer
naprej, pa razvijali naših potencialov, če imamo eksistenčni strah. In če je kaj naše poslanstvo, je to, da pomagamo posameznikom, da jih ta eksistenčni strah ne baše. In jaz sem si rekel, več kot jih bom spravil ven izpod ganje dirke, boljše je. In tu je moj motiv, ker večjim, ko bom Jernej pomagal, vedno mi nek delček od te pomoči kapne, in ko je teh kapljic veliko, je kozarec poln, in ko je teh kapljic še več, je soček poln in je čista win-win situacija. Nekaj reči, kaj mi reči, stari, svaka čast. Ne, res pač, svaka čast. Da